Moj problem je bil dejansko v tem, da se je nekega dne zgodilo, da sem bila bolj vrtoglava, začelo me je zanašati, bila sem omotična in že nekaj časa pred tem, govorim o mesecih, se je dogajalo to, da sem bila pretirano utrujena. Na to utrujenost nisem bila navajena, tudi dopust, krajši, daljši vikend mi niso pomagali, ampak zaradi težav, ki so se mi pojavljale in ne nehale, sem dejansko obiskovala pogosto urgenco. S tem, da sem šla seveda k enemu specialistu, drugemu pa tretjemu, vse je bilo zavrženo, ovrženo, vse je bilo v redu. Tako da na koncu se je res izkazala izgorelost, nisem našla ustrezne pomoči čisto nikjer. In ko sem prebrala, s čim se vi ukvarjate in kako nam lahko pomagate, kako gremo lahko iz tega, sem rekla, to je za mene, jaz probam. In evo mene tu. Moje počutje se je bistveno spremenilo. Kako se je spremenilo? Lažje prebrodim dan, z veseljem se lotim aktivnosti, ki so kar dolgo čakale v predalu, z nekim veseljem se lotim tudi, bom rekla, zunanjih opravil, končno lahko stopim na ulico, grem na sprehod, usedla sem se v avto, kar se je zdelo svoj čas nemogoče, ali pa kdaj bom spet, ali bom lahko sploh, končno lahko tudi jem, kajti bilo mi je kar velikokrat slabo v želodcu. Tako da to so tiste izboljšave, ki jih jemljemo včasih kot nekaj samoumevnega. Dejansko me je pa zaustavilo. Tako, to so te pomembne. Tako da tudi otroci mislim, da vidijo kar veliko razliko. O sebi sem se naučila to, da moram upoštevati svoje želje, upoštevati sebe kot osebo, da sem jaz tista, kateri moram pomagati, stati ob strani, jo objeti, pobožati, potolažiti. Tega prej ni bilo. Ko se ozrem nazaj, se vprašam, koliko let tega ni bilo. Ne vem, verjetno ves čas. Tako da zdaj mislim, da se imam raje, kot sem se imela prej, večkrat se spomnim nase in se bolj cenim. Tako da jaz sem občutila eno toplino. Absolutno je to nekaj, za kar se mora odločiti v navednicah. Jaz bi zelo priporočala vsakemu, ki je v stiski. Zato ker, če je vse drugo izključeno, je prav gotovo to edina res dobra priložnost in ena taka prava pot, ki lahko pomaga marsikomu. Samo zaupati je potrebno. Ja, jaz vas imam kot eno suvereno, toplo osebo, čustveno, z veliko mero empatije, približate se osebi, poskušate osebo na primeren način potolažiti, povedati, za kaj se gre, stojite ob strani. Ste daleč stran, tako rekoč, ampak res nam stojite ob strani. Tako da jaz z vašo bližino sem čutila kot nek nevidni objem na nek način, neko okrilje. Evo, tako, eno veliko toplino sem čutila. Škoda, ker vas nisem spoznala prej, ampak na tak način sem v bistvu morda spoznala malo bolj sebe, da sem končno potem lahko prišla do tega rezultata. Seveda z vašo pomočjo. Hvala.